Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni ponovno v oddaji Minute županom, kjer gostimo seveda našega župana, župana mestne občine Krško, gospoda Janeza Kerina. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Gospod župan, zakaj ste tako resni? Pred nami so resne stvari in vse se sprostimo tudi in se nasmejemo, kot ste se zdaj vi nasmejali, ampak kljub temu določena mera resnosti mora biti, seveda pa tudi smeh in dobra volja, to je pa tudi prisotna vedno pri meni. Vsi ljudje moramo imeti filter. Gospod župan, začniva kar z aktualnimi temami. V četrtek bo potekala seja občinskega sveta mestne občine Krško. Katere bodo tiste ključne točke dnevnega reda? Kakšne sklepe pričakujete? Tako je, četrtek je napovedana 19. redna seja sveta mestne občine Krško, občinskega sveta mestne občine Krško. Težko bi rekel, katera točka je bolj pomembna od druge. V končni fazi vse točke, ki jih sprejemamo, sklepe, ki jih uvrščamo na sam dnevni red, so pomembne. Pa vendar, če bi moral nekako izluščiti tiste 3-4 najpomembnejše od njih 15, lahko rečem, da zelo pomembno, saj tudi zame in tudi verjetno za občane, je tista, ki se tudi tiče, bom rekel, neposredno preko kakšnih položnic, je sigurno določitev oziroma sprejem cen gospodarske javne službe, se pravi na podlagi elaboratov, na podlagi koncesijske pogodbe, sprejemamo cene za izvajanje javne gospodarske službe. Lahko rečem, da se ne bodo bistveno podražale naše položnice, do nekega minimalnega razkoraka bo prišli, kakorkoli že, glede na to, da situacija kakršnakoli je, da je bila na novo podpisana koncesijska pogodba, teh odstopov ne bo veliko, tako da predvidevam, da bo to eden izmed sklepov, ki bodo svetniki ga tudi potrdili. Potem seveda nadaljujemo za zadevo, da sem prav izrazil zadevo parka urbanih športov. Mi smo občinsko uprava na podlagi pripomb, ki so jih dali del svetnikov v svoji razpravi, kar je čisto legitimno in hvala Bogu, da se razpravlja o teh zadevah. Prav, da se razpravlja tam, kjer je to primeren prostor. Žal opažam, da vse pogosteje prihaja do teh razprav tudi na mestih, kjer morda ni to najbolj primerno, potem vse vemo in na podlagi kakršnikoli takšnih in drugačnih informacij, ki tudi, bom rekel, niso točne včasih, sklepamo neke zaključke in potem si delamo nek film. Se pravi, ponovno predstavljamo prenovljen ali pa bom rekel kompletno nov dokument investicijskega programa, se pravi te investicije park urbanih športov, ki je, nimamo kaj lagati, ki je višji oziroma, tako bom rekel, je identičen s tem, da smo določene stvari združili v eno, tako so tudi svetovali, tako so tudi predlagali, to je eno, zakaj bo zdaj skupna številka višja, se pravi, pred tisto nulto fazo, tako imenovano, smo priključili te glavne izvedbe, se pravi priprava terena in pa degradacija tega terena, to in pa prisluhnili smo tudi željam delu svetnikov, ki se nanaša na varovanje samega parka, se pravi varovanje parka in pa postavitev določenih kontejnerjev, za katere smo pridelali, da bomo to delali v naslednji fazi. Skratka, če to odbijemo, bi bil znesek tu identičen in pa seveda nov pripravljalec tega projekta je, ker smo ocenili vsi skupaj tudi s svetniki, da prejšnji pripravljalec se ni najbolj izkazal pri sami pripravi tega dokumenta, tako da smo tu pristopili k novemu in tudi pravočasno dali novo gradivo, tako da so se vsi lahko z njim seznanili, tudi javnost v končni fazi. Potem morda še omenim točko glede vrtcev. Vsi vemo, da so šle plače v javnih zavodih gor, vsi vemo, da se določene stvari so se podražile in če hočemo slediti nekemu standardu, ohraniti ta standard, potem bo šlo vrtec, malenkostno se bo nam podražil, večji delež tega bo krila mestna občina Krško, določen manjši procent pa bo se tudi to prevalilo na starše, ampak še vedno lahko rečem, verjetno ne bo drastičen naskok. Ne bo drastičen. Časopisi pišejo nekje, da bo nekje po slovenskih krajih do 15%, to lahko negiram za Krško. Krško še vedno ostane en izmed najcenejših vrtcev v Sloveniji. Morda za primerjavo, da bodo dobili tudi poslušalci oziroma občanke in občani
neko sliko. Ne. Šolsko leto 2014-2015 je bilo vključenih otrokov v vrtec 1215. Imeli smo 70 oddelkov in število kadra je bilo 217, ki so bili zaposleni v teh zavodih za skrb teh otrok, in je koštalo višina porabljenih sredstev iz naslova delovanja vrtcev je bila 4,1 milijona evrov. Danes, 10 let kasneje, ostajamo v bistvu pri 1216 otrokih, samo eden več, ostajamo pri istih število oddelkov, prihajamo na 230 zaposlenih, kar je kar lepo povišanje, in smo pri 6,3 milijona evrov. Se pravi, kako so se ti stroški skozi v desetletju podražili, in seveda temu primerno sledimo in usklajujemo te povišanja. To je ena izmed pomembnejših zadev, če lahko tako izpostavim kot pomembnejših, in pa seveda da pripravljamo oziroma prvo branje bomo imeli pri spremembi statuta Mestne občine Krško, predvsem iz naslova sprememb zakona o lokalnih volitvah, 2026 lokalne volitve. Državni zbor je sprejel določene spremembe tega zakona in podredno moramo tudi mi spremeniti določene posamezne določbe statuta in pa poslovnika o delovanju občinskega sveta Mestne občine Krško, da bomo delovali v skladu z zakonodajo in bomo pripravljeni na izvedbo volitev 2026. Te dni smo na spletu lahko večkrat prebrali, veliko je govora o vzpostavitvi sistema za merjenje kakovosti zraka. Mestna občina Krško je namreč namestila 3 merilne naprave. Gospod župan, kaj pravzaprav s tem želite doseči? Kdaj bodo videti prvi rezultati? Kako vse skupaj poteka? S tem želimo doseči več ciljev. Se pravi, pobuda na to je prišla že pred časoma s strani občank in občanov, tudi civilna iniciativa je bila zato ustanovljena na videnski strani, kjer smo dnevno, lahko rečemo, se soočali s pripombami na kakovost zraka. Zdaj, kakovost zraka, smradu, in to gre za subjektivne ocene, kakorkoli že, jaz verjamem, da do tega prihaja in da so upravičeno bile tudi te pritožbe, pa vendar, če hočemo nekako sistemsko to zagotoviti, moramo imeti nek oprimerljiv dokaz, da je to temu res tako. Seveda, s temu primerom smo pristopili ali pa smo posodobili sistem za merjenje kakovosti našega zraka v naši mestni občini Krško. In sicer ta zrak merimo glede na vetrove, ki to našo kotlino zajemajo najpogosteje. Bomo rekel, imamo ta merilnik novi je pri osnovni šoli Jurija Dalmatina, eden je na videnski strani dol ob potoku, če tako rečem, na Vidmo, in pa tretji je pri srednji šoli Krško na križišču oziroma pri srednji šoli v Krškem, na krajinski strani, če tako rečem. Ti merilniki merijo več parametrov, merijo od, če bom malo si pomagal, merijo prašne delce, merijo trde delce, merijo dušikov dioksid, merijo smer in hitrost vetra, količino ozona in pa seveda količino prašnih delcev v zraku, tako imenovani PM10, PM2,5, PM1. Cilj vsega skupaj je, da vidimo dejansko, kakšen zrak imamo v Krškem, in temu primerno potem lahko tudi tako pripravimo ukrepe oziroma vidimo potencialne onesnaževalce tega zraka. Tudi že, bom rekel, Google strokovnjaki so že ugotovili, da ne merimo pravilne delce. Jaz dajem tukaj neko pot ali pa neko obvestilo, da vsi ta sistem za merjenje kakovosti je zastavljen tako, da lahko kakorkoli in kadarkoli te meritve dopolnimo z novimi parametri. Skratka, če bomo ugotovili, da dejansko nismo
pač s temi parametri. Da ne pokaže dejanskega stanja, se lahko nadgrajuje. Tako, ta sistem nadgradimo in samo pač moramo dobiti neko strokovno utemeljitev, kateri delci so tisti, ki pa so drugi od teh, ki jih merimo. Ki nam škodujejo zdravju ali kakorkoli pač. No, pa ko že omenjate zdravje, vemo, da je to ena ključnih problematik vse posod, ne samo v mestni občini Krško, pa vendarle, kaj bi vi izpostavili kot največje izzive, kot problematiko pri nas? S čim se glede zdravja soočamo? Glejte, jaz v bistvu razpolagam s podatkom iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer so podatki pač neizpodbitni, da imamo tam, kjer bi lahko se pač pomagali sami sebi in pa našim občanom, se tega ne udeležujemo. Naj tukaj pač se najprej dotaknem programa SVIT. Smo zelo, da smo moški, ne? Smo zelo švohni glede te odzivnosti in tukaj lahko veliko naredimo sami. Ker smo pod povprečjem, se pravi, smo tam, kjer je negativno. Potem imamo zelo žal negativni trend na prometnih nezgodah z prisotnostjo alkohola. Tudi tukaj lahko največ naredimo sami. Malo težje lahko sami naredimo, pa kaj na problemu, ki ga imamo prekomerni prehranjenosti otrok. Tukaj smo močno nad slovenskim povprečjem. Tudi to je eden izmed nekak razlogov, da spodbujamo šport, da spodbujamo objekte, ki se nanašajo, da bodo lahko ti naši otroci imeli večje športno udejstvovanje, da jih potegnemo ven iz sedežnih pač garnitur, da jih potegnemo ven iz računalnikov in da se začnejo ukvarjati s športom. Pri tem bi omenil en dober program, ki ga je uvedel naš center za krepitev zdravja preko našega javnega zavoda, Zdravstveni dom Krško, kjer ima že programe, da pač se sooča s problemom predebelosti teh otrok, govorimo o 3. in 4. razred osnovne šole, seveda pa lahko tudi individualno, tako da tisti starši, kateri začutijo to potrebo, lepo vabljeni v center za krepitev zdravja, kjer bodo priskočili na pomoč. Ne sme biti to tabu tema in tudi so starši tisti, ki pač za svoje otroke lahko največ dajo, da jih pač pravilno usmerijo v teh času odraščanja. No, recimo, morda pod vprašanje za tiste starše, ki bi se pa vendarle to odločili, oni gredo tam in kakšno pomoč jim nudijo? Pogovorno, jih usmerijo? Kaj narediti, jedilnik sestavljajo ali kako? Lahko rečem se to v kompletu. Začnejo s pogovorom, da vidijo, kje so težave, ker problem je potem lažje odkloniti, če vidiš, kje je težava. In vse to zajema program in jaz verjamem, da glede na to, da je to že v teku, kar se tiče skupinsko, pač, kot sem že rekel, tudi individualno oziroma sami starši lahko ta program izkoristijo, tako da obiščejo ta naš center in pač se dajo podučiti oziroma ga potem grejo skozi ta program. Zasledila sem nekje tudi garje. Kako je pa s tem? Ja, jaz bom rekel, da sem zadnjič tudi zasledil to, da so garje tudi prisotne v Ljubljani. Ja. Ampak v naši mestni občini Krško so se pojavile garje v našem, bom rekel, romskem naselju, Kirino Grm. Tudi tukaj smo potem takoj sklicali svet za sobivanje, tudi malo razširjeni sestavi, kjer smo pristopili k iskanju rešitev za odpravo leteh. Tukaj smo se tudi zaprosili za pomoč Nacionalni inštitut za javno zdravje. Skratka, naredili smo neke tiste že korake, ki so najenostavnejše in pa pač najlažje narediti. V prihodnjem času pa imamo v projektu tudi tiste, ki bi pa pač same vzroke pojavov teh garjev odpravlja. Predvsem se gre za čistočo, redno umivanje, pranje posteljnine, obleke. Splošno higiena, tukaj se vse skupaj začne. V redu, dajva se še dotakniti, prejšnji teden je potekala skupščina podjetja Kostak, ki ste jo sklicali zaradi problematike zakopanih odpadkov v Vrbini. Kaj je bilo ugotovljeno? Kakšni so nadaljnji koraki? Nekaj o tem.
Ja, več kot 20% lastniki imamo mestna občina Krško pravico sklicati skupščino, ki smo jo potem sklicatelj potem poimenoval kot prva izredna skupščina. Bila je v bistvu poleg tistih proceduralnih točk potrditev organov skupščine v bistvu samo ena točka dnevnega reda, in sicer seznanitev družbenikov z trenutnim oziroma dejanskim stanjem glede tega, kar so pisali mediji in pa kar je bilo tudi objavljeno na spletni strani gov.si organa inštituta, inšpekcijskega organa za okolje in prostor, se mi zdi, ampak nisem 100% nazivu tega organa. Skratka, uvodu sem pojasnil oziroma obrazložil sam zahtevek za ta sklic te izredne skupščine, tudi utemeljil z argumenti, ki so bili podani preko medijev, na kar je predsednik uprave bil edino on prisoten izmed ostalih družbenikov in pa jaz, kot 43%, ki sem predstavljal 43% delež mestne občine Krško. V bistvu je podal svojo izjavo oziroma prebral svojo izjavo, iz katere do nekih novih ugotovitev ni bilo razbrati. Tako da in tukaj bo moral nekdo drug podati kaj njihovo izjavo. Kakorkoli že, glede na to, da gre za eno izmed pravic in dolžnosti, ki jih ima občinski svet glede korporacijskih pravic do ustanoviteljev, kjer imamo občina svoj delež, bom v prihajajočem času vsekakor sklical, bo to tema na eni izmed občinskih sej, točka dnevnega reda ali morda celo izredna seja sklicana, tako da to bomo se še odločili glede na samo pomembnost te seje, ampak okolje, kaj puščamo za našim zanamcem, mi je zelo pomemben dejavnik. Dejstvo je, da se inšpekcijski nadzor še nadaljuje, da so na kraju še prisotni tisti, ki so to odgovorni oziroma poklicani, da ugotovijo tudi potem dejansko stanje. Zdaj, kaj bo v prihajajočih dneh, ne vemo, vsekakor pa bomo videli, kaj bo. Zdaj, se zna zadeva zavleči ali... Jaz vsekakor pričakujem od organov, ki so to pristojni, posamezne ukrepe, seveda zagotovo odstranitev teh odpadkov, kaj pa druga stvar je, pa so njihova pooblastila, v katero se ne bom vključeval, pa mešal, to je njihovo delo. Vsekakor pa kot župan in pa kot občan, preko kot občan mestne občine Krško, pričakujem, da bo nekdo za to tudi prevzel odgovornost. Verjetno je nekdo odgovoren, da je do tega dejanja prišlo, ko bo to tudi dokazano in so drugi poklicani, da bodo to potem obravnavali in reševali. Razumemo. V redu, v tem mesecu pa ste pričeli z obiski krajevnih skupnosti in pa mestnih četrti. Kakšen namen je pravzaprav teh obiskov? Kakšne so prve ugotovitve? Večkrat ponovim takole, ko mi reče župan, to si obljubil, ko si kandidiral za župana. Ne? Zelo malo stvari sem obljubil dejansko kot kandidat, ampak če sem katero obljubil, sem pa zagotovo obljubil to, da bom po izvolitvi in pa nekje na polovica poti tudi obiskal krajevne skupnosti, se pravi svete krajevne skupnosti, kjer se neposredno s predstavniki, ki so bili izvoljeni v svete krajevne skupnosti in pa mestni četrti, srečam s problematiko, ki jih teži, da vidimo, kaj smo naredili v teh 2 letih, da se znamo tudi pohvaliti za tisto, kar je bilo narejenega in ni bilo malo narejenega, tudi tako mi priznavajo na teh sestankih, na teh srečanjih, in pa seveda, kaj bomo še naredili v teh 2 letih za dobrobit te ožjih lokalnih skupnosti. Zdaj sem obiskal 4, da jutri te dnevi na vrsti naslednja krajevna skupnost Krško polje. Skratka, namen tega je, da vidimo, kje smo in kaj lahko naredimo realno, da ne bodo ljudje pričakovali nekih nerealnih stvari. In do zdaj lahko rečem, da smo bili vseh teh krajevnih skupnosti zelo pozitivno sprejeti, odkrit dogovor, odkrit pogovor, seveda vedno je denarja premalo. Tudi tematike so različne, recimo tematika problema in mestne četrti
četrti Krško ali pa krajevne skupnosti Gora je čisto različna. Nekje vmes lahko rečem je krajevna skupnost Brestanica, Koprivnica ima spet svoje probleme, ampak kakorkoli že, vsi vidimo neko luč na koncu tunela, da gremo v pravo smer. Tukaj bi pa morda tudi to dodal, da ob tem, katere podatke, katere potrebe mi izkazujejo predstavniki izvoljenih od strani krajanov, krajank. Moram reči, da še zdaj, ampak verjetno tudi še bom, pa ni nobenega problema, skoraj dnevno lahko rečem sprejemam posameznike iz posameznih krajevnih skupnosti in pa mestnih četrti, ker pridejo svet s svojimi idejami. Teh idej je ogromno, od navadnega postavitev ogledala za varnost v prometu do en kup tako imenovanih ležečih policajev, skratka želja krajank in krajanov tudi mimo sveta v krajevni skupnosti je ogromno in vsem se pač čisto realno ne da prisluhniti. Povejte mi, gospod župan, kaj pa parkiranje pri avtocesti? To je tudi eden izmed perečih problemov. Se načrtujejo kakšne rešitve? Ta problem je bil pereč v bistvu tudi že v času, ko sem se sam vozil za Ljubljano dnevno, ker so nas posamezne družbe, če tako rečem, ki so umeščene v naš prostor v bližini avtoceste, pa tudi malo dlje, pač preganjali za svojih parkirnih prostorov, kar je razumljivo, če nekdo nekaj ima za svoje delavce, ima za svoje delavce. Potem je bila v mestnem času najdenih pač par takih, bom rekel, niš, kjer se je začela parkirati tudi na posameznih zasebnih zemljiščih. In seveda vsako taka omejitev parkiranja pomeni za tisti krog, ki to uporablja parkirni prostor, logistično težavo. To je dejstvo in se ga tudi na mestni občini tega močno zavedamo. Zdaj ta problem, ki bi tudi izpostavljen na javnosti in tudi nekako odgovor smo dali tudi na naši spletni strani, se stoji v bistvu iz dveh rešitev. En je tista kratkoročna, ki je iz naslova tega, da smo v kontaktu z zasebniki, z lastniki zemljišč, z družbami in nekako poskušamo najti nek kompromis, da bodo ti občani, ki uporabljajo te, bom rekel, parkirišča, lahko vsaj nekaj časa imeli možnost nadaljevanja parkiranja na teh površinah. Ko bomo uspešni, ni odvisno samo od mestne občine Krško, je odvisno tudi od deležnikov na drugi strani pogajalski mizi, če tako rečem, in upamo, da bomo nekako izpogojevali tudi to sodelovanje. Druga je pa tista dolgoročna, ki smo tudi že pristopili k reševanju, in sicer trenutno je objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za ta dva parkirišča. Govorimo o dveh takih. Eno je posodila na Drnovem, se pravi, da bo blizu Krškega, druga je pa na Smedniku, kjer bi pa radi pač tiste, ki pač to delajo zrake in pa z okoliških krajev, da bi se vozijo, da bi to parkirišče tudi uporabljali. Skratka, jaz verjamem, da realno je pričakovati, da bi ta dolgoročna rešitev bila rešena 2026. Kratkoročno pa upam, da še v mesecu marcu, se pravi, je pa odvisno od ostalih deležnikov, s katerimi se pogovarjamo. Gospod župan, večkrat bi morali posamezniki takole z vami poklepetati, ne? Ker ko se sliši, pa se govori, da se nič ne dela, da se ni nič naredilo, potem pa, ko se človek z vami dobi, pa konec koncev slišimo in vidimo, da se dela in da se je marsikaj naredilo. Po občini se izvajajo številni infrastrukturni projekti. Pa ker sva že tukaj, med večjimi je ureditev tudi kanalizacijskega sistema na Raki. Kakšen pa je trenutni napredek? Vesel sem, da je prepoznano, da se v mestni občini dela, ker se res dela. Občinska uprava, bom rekel, je dnevno se sooča z novimi izzivi, z novimi projekti, ki jih rešujemo. Vemo pa vsi, da včasih bi rekli, kaj rabimo toliko papirja, ampak pač rabimo, in to v veliki meri podaljšuje same rešitve, ampak dejansko lahko rečem, smo
dnevno z novimi starimi projekti, skratka se usklajujemo, delamo, skratka zadeve tečejo. In upam, da bo čim več gledalcev to tudi videlo. Zadnjič sem imel morda kot anekdoto, povem eno srečanje z enim gospodom z mestne občine Krško, ki tudi deluje v ožji lokalni skupnosti in je pač to, da pojamral, in na koncu mu poveš, sem pač mu naštel projekte v njegovi krajevni skupnosti, ki so bile pač narejeni v tem času, in je rekel, ja, Madonca, to sem pa pozabil, Skratka, zelo tiste dobre stvari zelo hitro radi pozabimo, slabe nas pa spremljajo cel mandat ali pa še dlje, tako da žal, včasih dajmo malo pogledati okoli sebe. Ja, slaba reklama se po navadi bolj izstopa, in tako se nekako ljudje... Nič narobe, če so argumenti za to, da kaj zafrktamo, se posipamo s pepelom, tudi grešimo, kdor dela greši prav in z veseljem prisluhnemo tistemu, ki misli, da ima bolj prav, argumentiramo dejstva in stvari in potem vidimo, kdo je pač, zakaj, kako. In sprejmete predloge za izboljšave, ne? Zelo podoben primer, tudi recimo, smo ga v uvodu omenili Park urbanih športov. Ja, pač dokumentacija je bila slaba, zakaj to ne priznati. Pa smo zdaj popravili, zdaj pa dobra. A mislite, da bo zdaj dobra? Ja, upajmo, da bo. Jaz mislim, da zdaj tisto, kar smo lahko uskladili, oziroma smo prisluhnili, jaz verjamem, da bo. Da ne bo vsekakor držimo pesti. Ja. Drugače pa, ja, Raka, v bistvu zaključujemo drugo fazo, sem vesel, da bo tudi pač ta del zaključen in to sicer tudi v pogodbenem roku, pogodbeni rok je 30. juni 2025, se pravi, smo lahko rečem pred zadnjim, ali pa vidimo že cilj, kateremu gremo naproti in vesel sem, da bomo s tem omogočili tam prebivalcem, tudi tistim, ki bodo na novo gradili, priključitev na to kanalizacijo, s katero bomo pač izboljšali okoljevarstvene pogoje samega območja, kjer pač je to omrežje zdaj bo vzpostavljeno. To je to, bistvo v tem mesecu tem ima še kaj pomembnega za dodati? Morda bi dodal še to, da v bistvu smo pred štartom, lahko pa da so tudi danes že začeli delati in sicer obvoznico Kostanjevica-Podbočje. Se pravi, to je zadeva, ki je dela država, je pa predpogoj, da lahko potem nadaljujemo za gradnjo oziroma za obnovo mostu v Podbočju, ki je dejansko v stanju, ki vsi vemo, kakšnem je. Začeli bomo v bistvu, ali pa so začeli, govorimo o urah, dnevih, iz dveh koncev. En bo iz Kostanjeviške sosednje občine do našega naselja Slivje. Ta del na naši občini se pa začne na tem delu, kjer bojo oni končali, pač iz Slivje in gre proti Podbočju. Tako da je razdeljeno v dveh fazah, tako da tisti, ki bojo videli, da delamo samo v mestni občini Krško, pa da smo tam pozabili, da zavlačujemo, ne zavlačujemo, dela se hkrati obe fazi in ko bo to zaključno, potem seveda je predpogoj za nadaljevanje tega mostu, kar je v redu. To je to, morda informacijo tudi, da zdole čakamo, bila je ena pritožba na izvajalca, mislimo, da bo v zelo kratkem času tudi to urejeno in da bo potem izvajalec izbran in da tudi tukaj vidimo potem svetlo luč, da bomo tudi to cesto zdole, ker pripomba preko medijev, da pač na mesto Puša, raje cesta zdole ne gre, ni povezave, tako da bi rekel, da ne vem, da obojmo Škorde na mesto Pancerjev ne gre, če gremo smučati, moramo biti Pancerjev. Če ima svoj namen. Tako. Je nič, gospod župan, hvala vam za te informacije in seveda za vaš čas. Vidimo se, kdaj? Prihodnji mesec, verjetno? Ja, ko boste žene, dame, gospe odpraznovale svoj dan, 8. marec, ko bodo mater odpraznovale svoj dan materinstva, vmes bomo še mi odpraznovali svoj dan mučenikov, se zagotovo srečamo in z novimi informacijami in zelo rad prihajam, tako da se povem našim občankam in občanom, kaj se dogaja v naši mestni občini. Če bo pa kaj res konkretnega in bo koga zanimalo, pa seveda tako kot vedno povabite, z veseljem odprete vrata svoje pisarne, da se najavijo in jim sami obrazložite. Ne? Z veseljem dneve preživljam na občini v bistvu. Ali pa v hribih?
Ali pogrebi, ja, to je pa bil izziv, ki sem ga z veseljem sprejel, tako da morda malo za šalo, malo za res. En izmed par dni nazaj so me v bistvu naše čistilke opozorile, da treba iti domov. Ja, zdrav duh v zdravem telesu. Tako je, vsak korak šteje. Mi smo ponosni na vas, dragi župan. Hvala lepa še enkrat torej za vaš čas, vam cenjene gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in spremljajte nas. Kmalu se zopet oglasimo. Srečno. Srečno.